listening? You crazy mother. Živijo vlog. Danes bo en tak malo drugačen vlog, spet je tisti del leta, ki jaz počnem stvari, ki jih ponavadi ne počnem. Danes greva z Gajem, ki je tam na zadnji, ga vidite, greva na distribucijo, istočasno bom pa naredil en review enega telefona. Z Gajem sem prišla zdaj v Novo Gorico, vidiš, lej, Belkov trg, pa naprej. Tako da zdaj bo tukaj odhekala, pa se vidimo. Distribucija City Magazina v Gorici je končana, zdaj smo pa v Italiji, nekje pri Portu Piccolu, takoj sem zagledala to super cesto, tole pa direkt za drona, tako da greva v zrak, poglej tole. Poljubi tako vre. Evo, to je po mojemu mnenju najlepša plaža na severnem Jadranu, poleg Castello Miramar. Je pa tako, da je lepa tudi zaradi tega, ker na njej praktično nikoli nobenega, zato ker je plaža zaprtega tipa, kako več nekaj rekel. Da sem zdaj prišla sem v bistvu, da bo našla nekaj miren kotiček, kjer lahko jaz nekaj več povem po telefonu LG G7. V bistvu ni res, prišla so odkriti Dolce Far Niente. Ja, sladko brezdelje, kakor Italijani temu, mi nimamo direktnega Sam da delava že od 8 zjutraj. Bluzatorstvo, ja, kaj se temu reče. Ja, to je... Ko zgleda distribucija City Magazina, To greš je malo... couldn't care less, Dolce Far Niente. Moja ful romantiko, ne, ko poštarska romantika. Zgodi se veliko, da se dela review na taki lokaciji. Tako top tip dneva bi lahko bil, da se je treba Miramar gledati v bistvu v poletnem času, ker polet je prav zanimiv, lep pa vroče ni, zato ker skozi malo piha tukaj. Enkrat sem bil v Pompejih z Janjo, ne, in je bil tam en vodič tak tipičen Italijan, se veš, tam je Napoli zraven. Res, te prav. In je skozi govoril, 95% of full world heritage is here in Italy. Tako. Dajmo si priznati, stvari kupujemo izjemno spontano. Tudi telefone. V zadnjem času me veliko ljudi sprašuje, kjer je pravzaprav tisti telefon, ki bi ga jaz priporočil. In moram reči, da sem vedno znova zmeden. Telefon je osebna odločitev. Neke zahteve moraš imeti, ki so čisto na osebni ravni. Ali ti je pomemben, da ti baterija zdrži dolg časa, ali ti je pomemben, da je kamera dobra, ali ti je pomemben, da je telefon relativno rigiden pa neuničljiv. Dejstvo pa je, da so se telefoni v zadnjem času postali čisto podobni. Podobni so si od spredaj, podobni so si od ozadij in v bistvu se razlikujejo res v tistih malenkostih, ki so v čem skrite. No pa dajmo danes o telefonu, ki bi ga zbral, če bi pomislil dvakrat. LG G7 je zanimiv telefon, ampak je v marsičem tudi zelo povprečen. Tiste njegove zelo zanimive lastnosti so pravzaprav skrite v čem, ali pa skrite podrobni analizi. Bistvo tega telefona je, da pravzaprav v ničemer ni slab. Dajmo zdaj čisto osnovo tega telefona. LG G7 ima ime LG G7 Think. Ta ime Think v bistvu ponazarja njegovo umetno inteligenco, ki se skriva v kar nekaj detajlih, večinoma pa v kameri. Je pa drugače LG-ov flagship, kar pomeni, da je njihov najjačji telefon. Po vsej verjetnosti imaš tudi ti svojo checklisto, kako kupuješ nov telefon. Važen ti je najbrž, da ima velik pa svetu ekran, da je relativno rigiden oziroma neobčutljiv na praske, da ima dobro baterijo, kup enih zahtev, vsak ima svoje. In pri meni gre ta lista približno takole. Najprej mora biti telefon vodotesen. Vsake toliko se mi zgodi, da ga kam namočam. Čisto zares se mi je že dvakrat zgodilo, da mi je padel v WC. Imeti mora zares zelo svetu ekran. Predvsem velikokrat sem tako zunaj kot danes in če ekran ima res hude svetilnosti, pol nič ne vidim. Ena od stvari, ki jaz veliko s telefonom počnem, da ga porabljam prostoročno. Torej, da ga ne
držim na ušesu. Zato mi je kul, da ima hude zvočnike, pa dober mic. Ena stvar, ki se mi danes zdi pomembna, je to, da se lahko brezžično polne v avtu. Skoraj nujno. Pa še ena zahteva, ki jo jaz imam, da telefon dobro snema video. Pri meni je to res pomemben, ker velikokrat mi zataji oprema in takrat, ko mi zataji oprema, je telefon edina stvar, ki me lahko reši, da dokončam vlog. V mojem lifeu zadnje čase vse tako price performance. Jurija, za pameten telefon, tega sploh nisem pripravljen plačati. Tako da ena od pomembnih stvari pri telefonu je tudi cena. In zdaj, če pomislim še enkrat, prav LG je na tej listi dobil ful velik lukc. Pojmo pogledati nekih tistih lastnosti LG G7, ki mene ful navdušujejo. Prva stvar je vsakakor sound tega telefona. Kar dve stvari, ki se tičejo sounda, ki jih bo cenil vsak audiofil. Prva lastnost je ta, da kljub temu, da premore samo en zvočnik, je cel telefon oblikovan kot en velik zvočnik. In to pomeni, da če ga na neko plosko površino odložite, bo delal ful rezonančno. Kar pomeni, da bo zvok prenašal na to površino. Za telefon, a? Zdaj za meni? Ja. Je razlika, vsekakor je, v živo je razlika. Pri LG-ju pravi, da je nekje 40% glasnejši kot njegov predhodnik. Jaz pa mislim, da je kar najglasnejši telefon na svetu. Druga reč je sposobnost tega telefona, da digitalen signal pretvori v analognega, ki ga dobite preko vtiča. Tisti audiofili, ki še vedno poslušate glasbo, ne z Bluetooth slušalkami, ampak s tistimi pravimi zapozlačenimi vtiči, te boste prišli na svoj račun. Če je zvok prva lastnost, ki je pri LG-ju ful poudarjajo, pa je slika takoj za tem. LG je valjda znan po tem, da dela hude televizorje, a ne? Znan je pa tudi po tem, da v zadnjem času za druge proizvajalce telefonov dela hude ekrane. Med drugim je Google zaupal izdelavo svojega Pixla. LG je pri ekranih vedno na prvem mestu. Ali pa dejstvo je, da se LG pri vsemu želi biti najboljši. In zato je naredil tukaj en čuden kompromis, ki na prvi pogled ne zgleda najboljši, ampak ko pomislimo dvakrat, pa vejo, kaj delajo pri LG-ju. Namreč njihov ekran je med najsvetlejšimi ekrani na svetu, oziroma je najsvetlejši ekran med vsemi telefoni. Za posebno tipko Turbo Boost, ja, to je tako kot una tipka pri Knight Riderju, se spomnite še une serije z 80-ih, ki je avto skočil, pa preskočil pol kamiona, pa vse ostalo. Tišaš na to tipko v nastavitvah in za nekaj trenutkov oziroma za nekaj časa ta ekran res osvetli na 1000-nico in 1000-nico je kar 300-nico več od ostalega povprečja oziroma od drugih telefonov, kar pomeni, da tudi ob tako sončnem vremenu, kot je danes, branje s telefona sploh ne bo težava. Zdaj res booster. To je pa ne booster. Je ful velika razlika. Sicer gre za 6,1 inčen ekran, 2K resolucije, 19 pa prav proti 9 razmeri, kar je malo čukast, ampak vseeno okej. Mene nič ne moti, jaz sem malo review bral po internetu, pravi, da ta črna ni čist črna pa tako naprej, ampak jaz sem na pol farben blink, kljub temu, da sem dizajner. Se mi zdi ta ekran res eden boljših. To so bile nekak zadeve, ki res od povprečja odskočijo. Sound pa slika. Vse ostalo je pa relativno tako kot v ostalih flagshipih. Na kraju recimo 4 GB delovnega spomina. Pa imate procesor Snapdragon 845, tazga, kakor ga ima Samsung S9 pa S9 Plus. Spomina je za 64 GB RAM, baterija je pa 3000 mAh, kar je v bistvu zelo majhna baterija. To so nekako osnove in te sploh niso švoh. In če temu dodam še brezžično polnjenje, bo dopesnost po standardu IP68. Med drugim ustreza pa tudi standardu MIL 810. Kaj ste rekli, kaj je to za en standard? To je standard ameriške vojske, ne? In ameriška vojska pač ve, kakšna mora biti njena oprema. Ni pa nepomembna informacija, da uporablja pač Gorilla 5 Glass ta telefon, kar pomeni, da je v ospredju in v zadnji ta material, kar ni nujno pri vseh ostalih konkurentih tega telefona. Pejmo tja, kaj jaz ponavadi začnem. Jaz začnem ponavadi pri dizajnu telefona in v 2018 je dizajn telefona zelo kočljiva reč. Zelo težko ga sploh ocenjuješ. Vsi telefoni imajo v zadnji dve kameri, vsi telefoni imajo spredi ta famozen notch, vsi telefoni imajo več ali manj podobne tipke ob straneh, tako da razlike z drugimi telefoni ni veliko. Je pa ene dve stvari, ki sta meni saj osebno bolj všeč kot pri drugih telefonih. Naprimer, prva stvar je to, da ima senzor za prsten odtis na zadnji strani. To mi je ful všeč, zato ker na sprednji strani se mi zdi, da vzame veliko prostora pri ekranu. In ta telefon ima zelo majhno brado, čela pa praktično nima, no, kar pomeni, da je kul. A ja, pa kako dela? To je v bistvu vprašanje, ki bi ga mogel najprej odgovoriti. Da jaz sem imel možnost telefon testirati približno 10 dni in takrat sem poleg njega uporabljal
uporabljal še Samsunga S8, ne S9, S8 in pa Huawei P20 Pro. In moram reči, da me LG G7 kar prijetno presenetil. Ko po testu Basemark, kakor Geekbench, je ta telefon med prvimi telefoni. Tako da me občutki sploh niso varali. Performance tega telefona čiš špila. Ok, sigurno te zanima, kakšen je kaj fotkič. Primarna sprednja kamera ima 2x16 megapikslov. Pri tem je ena od teh dveh kamer širokokotna. To pomeni, da je sposobna zajeti ful veliko. Se mi zdi pa drugače kamera super, ampak ko je primerjan s fotkami, ki jih delajo drugi flagshipi, pa mogoče še ne čista. Če je pri fotkah relativno poprečen ali pa še ni tam, ko so flagshipi, je pa pri videu nadpoprečen. In tam vse nadoknad. To v bistvu, to kar se tiče LG G7, midva gre zdaj na najboljšo pico v Trstu z nami boste tudi višli, spilava najbrž na Perol zraven ali pa en perčak italijanski. Vam razkrivava povezavi, polkova pica jedla, kje je ta pizzerija in kaj morate v Trstu nujno obiskati, če ste pravi gurmantiki. Torej, da si gurman, ampak si še romantik hkrati.